Z nami je danes doktorica Marina Štukelj. Doktorica Marina Štukelj je predavateljica in profesorica na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in sicer je namestnica predstojnika na Kliniki za reprodukcijo in velike živali. To je največja enota v sklopu Veterinarske fakultete. Aktivna je tudi v Nacionalnem centru za dobrobit živali, znanstvenica, ki skrbi, da bi preprečili vstop nekaterih bolezni v naše okolje, zlasti tistih, za katerimi obolevajo prašiči. Se tudi soavtorica učbenika za študente in študentke Veterinarske fakultete Bolezni in zdravstveno varstvo prašičev. Oziroma bolezni in zdravstveno varstvo prašičev. O čem govori tak učbenik? Seveda o prašičih, ampak kaj vse razlaga? To je vendarle učbenik, to je nekaj večjega. Ja, gre za učbenik, oziroma takole bom začela. Delo veterinarja, ki se ukvarja s prašiči, je precej kompleksno. Se pravi, poleg vseh teh bolezni zdravstvenega varstva, mora znati tudi del, ki se v bistvu nanaša na živinorejski del, kar se tiče tehnologije. In tako v bistvu nekega takega učbenika, ki bi vključeval tako zdravstveno varstvo kot tehnologijo, še ni bilo na našem tržišču. Tako sva se potem s asistentom odločila, da pripraviva ta učbenik. Ta učbenik je tako primeren za študente veterine, za študente živinoreje in seveda je primeren tudi za rejce. Namreč kaj ta učbenik vse vključuje? Najprej tehnologijo reje. Tehnologija reje je v zdravstvenem varstvu prašičev izjemno pomembna, kajti če objekti niso zasnovani ustrezno, potem je nemogoče izvajati, kar je izjemno pomembno, tudi biovarnostnih ukrepov. In biovarnostni ukrepi so namreč osnova za dobro zdravstveno varstvo. Tako da učbenik vsebuje oziroma vključuje tudi vse pomembne biovarnostne ukrepe v intenzivni proizvodnji prašičev. Potem so natančno zapisana vsa rejska opravila v prasilišču. Potem učbenik navaja najpomembnejše bolezni pri prašičih in preventivne programe, zlasti to vakcinalne programe. Zdaj, vakcinalni programi so tudi ključni v zdravstveno varstvo prašičev, namreč preventiva je bistveno cenejša kot kurativa. Potem se učbenik tudi dotakne biovarnosti, oziroma biovarnost sem že omenila, hotela sem reči dobrobiti. Dobrobit je iz leta v leto bolj dobiva na veljavi. Zdaj, dejstvo je, če rejec vzreja živali z visokim nivojem dobrobiti, potem seveda živali boljše priraščajo, manj so bolne, tako da v bistvu ta odnos rejca do živali je ključen ne samo za žival v končni fazi, tudi za rejca. Namreč rejec potem ima manj stroškov za zdravljenjem, meso je kvalitetnejše in na koncu lahko vzreja prašiče tudi z večjim dobičkom. Se pravi, da se prašiči, če upoštevamo vse te premise, ki jih vsebuje učbenik, so potem prašiči bolj zadovoljni v svojem življenju. Se pravi, ukvarjate se s prostorom, v katerem so, verjetno se povezujete z arhitekti, ki znajo pravilno oblikovati tak prostor, skrbite, da ne zbolijo že prej in to vse nekako pelje v to smer, da so ti prašiči potem srečnejši, če lahko govorimo tako, da so srečni prašiči, da jim je čim bolje v tem okolju, v katerem so. Absolutno. Zdaj v bistvu idealno bi bilo, kar se tiče dobrobiti, da bi prašiči lahko izražali naravno obnašanje. In žal je v intenzivni proizvodnji to velikokrat omejeno. Vemo pa, na kakšen način mi to lahko prašičem vsaj približno omogočimo. Tako da je, kot rečeno, izjemno pomembno je, kako že v štartu rejec razmišlja, preden se odloči za vzrejo prašičev, da so hlevi postavljeni tako, da je omogočeno izvajanje teh nekih ključnih biovarnostnih ukrepov. To je zlasti, da so prašiči po kategorijah ločeni po prostorih in da se lahko izvaja sistem vse noter, vse ven, kar pomeni, da se celotna soba sprazni, da se jo lahko potem temeljito očisti in pa razkuži. In to je res osnova za dobro zdravstveno varstvo. Še prej pa mora rejec razmišljati, da kupuje zdrave prašiče. Se pravi, to je verjetno pri vseh pasmah tako, ne? In pri kužkih, in pri mucah, in pri kjerkoli, da kupujemo nekaj
kjer vemo, od koder je, da so lepo skrbeli, da ni nekih Absolutno, seveda, da če kupimo zdravo žival, zadovoljno žival, brez nekih travm, potem seveda nam je njeno življenje lepše. Hotela sem pa povedati to, da v bistvu v intenzivni proizvodnji prašičev, to je v bistvu, ali pa enako velja tudi za perutnino, to je drugače kot recimo pse in mačke, kot ste jih omenili. Zdaj, če rejec že v štartu ne kupi zdravih prašičev, bo imel najprej težave s temi prašiči. Pa recimo, da ima on dobro zdravstveno stanje v reji in če te prašiče ne da predhodno v karanteno in jih direktno prenese na svojo farmo, se lahko razširijo številne bolezni in potem ima lahko res velike stroške. Po drugi strani pa, če gledamo zdaj na tole najbolj aktualno bolezen trenutno, afriško prašičjo kugo, če si rejec vnese virus afriške prašičje kuge, mu potem seveda sledi, da bo moral vse prašiče neškodljivo odstraniti. No, o tej afriški prašičji kugi bova še spregovorili. Velikokrat ste omenili besedo dobrobit. Dobrobit živali je tudi predmet na veterinarski fakulteti. A je to od nekdaj bil predmet del študijskega programa ali je tudi to nova zadeva, dobrobit živali? Kot predmet, kot samostojen predmet je nekaj novejšega na fakulteti, zdaj ga izvajamo par let. Prej smo seveda dobrobit predavali v okviru predmeta naših klinik, jaz recimo predavam predmet bolezni zdravstveno varstvo prašičev in jaz sem vedno v okviru mojega predmeta imela seveda tudi specifično dobrobit za prašiče. Pri vašem delu se ukvarjate zlasti z virusnimi boleznimi, zlasti s prašiči, kot ste že povedali. Kako nastane neka virusna bolezen? Kaj se zgodi v prašičjem telesu? No, ne ukvarjam se samo z virusnimi boleznimi, mogoče lahko rečem zlasti. Zdaj, morda najprej za začetek, kaj je razlika med virusi in pa bakterijami. Bakterije so nekoliko večji, enocelični in pa samostojni, kaj ne rečem, organizmi in so sposobni samostojnega življenja. Zdaj, virusi so pa bistveno manjši kot so bakterije in so zelo preprosti, namreč bakterije vsebujejo vse organele za svoje lastno življenje, medtem ko virusi vsebujejo samo genetski zapis in obdani so z neko zaščitno beljakovinsko ovojnico. In virus ima na svoji površini receptorje in nujno je, da se virus pritrdi na celico gostitelja, namreč virusi niso sposobni samostojnega življenja in seveda, da se lahko pričvrsti na celico gostitelja, mora imeti celica tudi specifične receptorje. Tako imajo določeni virusi afiniteto do določenih celic. In potem seveda, ko se pritrdi na celico, ubrizga svoj genetski material v celico in nekako jo ugrabi celico in začne proizvajati ta celica nove in nove viruse, nastajajo številne kopije virusa in potem seveda se te novi virusi zapustijo celico in grejo po organizmu. Zdaj že latinska beseda virus pomeni strup in dejansko, ko se virus replicira v celici, povzroči poškodbo teh celic. Tako da tako nekako to. No, ker mi smo humanisti in zdaj ste nam res tako čudovito razložili, da si znamo predstavljati, kajti gimnazijsko znanje je že nekako daleč nazaj. Katere so pa virusne bolezni, ki so recimo najbolj prisotne v našem slovenskem prostoru? Zdaj številni virusi obstajajo. Spet bom govorila zlasti za prašiče, oziroma tako, so virusi, ki jih lahko dokažemo pri različnih živalskih vrstah, recimo tudi pri ljudeh, recimo rotavirus je eden izmed takih, ali recimo virus stekline. Potem imamo pa viruse, ki so pa vrstno specifični, se pravi, da so specifični oziroma da jih lahko dokažemo samo pri določenih vrstah živali in pri prašičih je teh virusov precej. No, eden, kot ga bom spet omenila, virus afriške prašičje kuge, potem je virus prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma, potem imamo recimo prašičji parvovirus. Teh virusov je res veliko. Je to neka dinamika, da je eden bolj prisoten, pa potem ponikne, pa se spet pojavi, ali to pride, odide in ga načeloma potem ni več?
v tako velikem obsegu? To je pa spet odvisno od bolezni do bolezni. Seveda z nekaterimi boleznimi, z nekaterimi virusi živimo. To je recimo, kot sem že prej omenila, prašičji parvovirus. Izjemno podobno, ali pa recimo prašičji cirkovirus. Prevalenca obeh virusov je zelo, zelo visoka, pomeni, da so res prisotni v številnih naših rejah in seveda rejci s temi virusi živijo, v smislu obstajajo preventivne vakcinacije in se na ta način potem nekako sobivanje virusov z živalmi, oziroma ne bomo rekli sobivanje, so vakcine tako učinkovite, da potem ni kliničnih znamenj bolezni. Imamo potem pa druge vrste virusov, kot so recimo virus slinavke in parklja, virus afriške prašičje kuge, virus klasične prašičje kuge. To gre pa za bolezni, ki so v pravilniku o bolezni živalih in sicer so navedeni pod številne priloge in med tiste, za katere pač velja, da jih je potrebno eradicirati. Se pravi, ukrepati tako, da virusa potem nimamo več v državi. No, zdaj smo pa res že tolikrat omenili tole afriško prašičjo kugo. Ali nam lahko še to razložite, kaj je ta virus, ki je tako zlohoten zdaj na slovenskem etničnem ozemlju za prašiče? V bistvu gre za bolezen, ki je postala aktualna, lahko rečem ponovno aktualna leta 2007. Namreč takrat se je virus genotipa 2 iz Afrike prenesel v Gruzijo. In potem od leta 2007 se virus nezadržno širi. Gre, kot sem že prej omenila, za vrstno specifičen virus in za to boleznjo obolevajo tako domači kot pa tudi divji prašiči. Zdaj pri prenosu virusa lahko rečem, eden ključnih dejavnikov so seveda divji prašiči. Drugi ključni dejavnik smo pa ljudje in ljudje smo tisti, ki širimo bolezen na res velike razdalje. Jaz vedno tako rečem mojim študentom, da divji prašiči prenašajo virus od 30 do 40 km letno, ljudje ga pa prenašamo 120 km na uro. Hotela sem še to dodati, da se s tem virusom ne srečujemo prvič. Zdaj, prvič je prišlo do vnosa virusa v Evropo že leta 1957 in sicer na Portugalsko. Takrat je bil genotip 1 in potem se je ta virus širil po evropskih državah in trajalo je kar 25 let, da smo ga eradicirali. Ostal je pa ves čas endemično prisoten na Sardiniji, to je ta genotip 1. Zdaj, 2007, se je pa zgodilo to v Gruziji, je pa genotip 2 in leta 2014 je virus prvič z divjimi prašiči prišel v Evropo, namreč v baltske države in od takrat naprej se potem seveda širi po Evropi, kot sem rekla, z divjimi prašiči ali pa z ljudmi. Recimo, zdaj ena največjih izvoznic prašičjega mesa, Nemčija, se je stalno bala, da ne bi dobili ali pa si vnesli virusa. To je lahko potem katastrofa za gospodarstvo. Absolutno. V bistvu gre za bolezen, ki vedno govorimo, da ima socialno-ekonomski vpliv. Namreč edini ukrep je neškodljivo odstranjevanje prašičev, govorim zdaj za domače prašiče. In država dobi prepoved izvoza mesa in pa mesnih proizvodov. Tako da to je prašičjih, ja. Tako da Nemčija je, kot rečeno, bila ena glavnih izvoznic in baltske države, Poljska, so bile od 2014 pozitivne. In kljub vsem ukrepom so preko divjih prašičev tudi Nemci dobili, so si vnesli virus afriške prašičje kuge in tako je pač nastal seveda potem težava s prašičjim mesom, ker je bil potem višek, oni so ga veliko izvažali tudi na Kitajsko. Ampak kaj pa se zgodi potem, če imamo tako okuženo meso? To je potem neužitno za človeka? Se to lahko prenese na človeka? Kakšne težave potem so? Ne gre. Ali gre samo za to, da prašiči umirajo in hočemo preprečiti, ne bom rekla izumrtje, ampak hočemo preprečiti nadaljnje umiranje prašičev, ki so pri istem rejcu ali v isti državi? Zdaj, bolezen ni zoonoza.
Se pravi, zoonoze so bolezni, ki se iz živali prenašajo na ljudi. Tako da afriška prašičja kuga ni prav nič nevarna za ljudi, je pa nevarna za domače in pa divje prašiče. Gre za bolezen, ki se ne širi zelo, zelo hitro, ampak ima pa zelo letalen učinek. Večina prašičev, ki pride v kontakt z virusom, pogine. Tako da to je tista največja težava. To je največja težava. Ja, se pravi, da tukaj skrbite za dobrobit prašičev dejansko. Posledično tudi potem, kot ste rekli, za socialo, za gospodarstvo in tako naprej, ampak primarno gre pa za dobrobit prašičev, da hočete preprečiti obolevanje prašičev. Absolutno, ja, in tukaj gre tudi za dobrobit lastnikov živali, zaradi tega, ker seveda gre za bolezen, kot sem že omenila, ki je v pravilniku o boleznih živali in za katero je potreben pripraviti načrt ukrepov. Gre za obvezno prijavljivo bolezen, obvezno mednarodno prijavljivo bolezen in v bistvu vse stroške diagnostike in ukrepov se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vendar kljub vsemu rejec izgubi oziroma mu je potrebno evtanazirati prav vse prašiče in potem mora počakati neko obdobje, da lahko potem spet naseli nove živali, tako da je potem tudi seveda rejec gotovo v izgubi. Ja, no to sem tudi hotela vprašati, kakšni so pa potem ukrepi, ko imamo virus med prašiči, kakšni so potem ukrepi? Zdaj, kar se tiče... Se pravi, najprej treba prijaviti to. Ja, takole, kar se tiče ukrepov. Zdaj, pri domačih prašičih so ukrepi zelo preprosti, kot sem že omenila, prašiče je treba neškodljivo odstraniti. Težava so vedno divji prašiči. Pri divjih prašičih govorimo, da gre za bolezen habitata. Namreč nemogoče je, da bi se iz gozda odstranilo prav vse poginjene prašiče. In potem ti poginjeni prašiči ostajajo v naravi, virus je zlasti pri nizkih temperaturah leta in leta preživi, je obstojen. No, saj ste povedali, da iz baltskih držav se je zanesel v Evropo, tam so temperature veliko nižje kot pri nas. Ja, in v bistvu je tako, da potem v baltskih državah oni so imeli ukrep takšen, da so najditelje divjih prašičev, se pravi, najditelji so prijavili, da imajo divjega prašiča, so ga potem prišli iskat in so bili za to finančno nagrajeni. In na ta način so bili še precej uspešni v ukrepih zoper afriško prašičjo kugo. Zdaj, težava je, da se lahko seveda virus iz divjih prašičev prenese na domače prašiče ob direktnem kontaktu, pa prej sem pozabila še omeniti to zelo, zelo pomemben podatek. Zdaj, v državah, kjer je prišlo do izbruha afriške prašičje kuge, pri domačih prašičih se je to vedno zgodilo v majhnih dvoriščnih rejah, kjer ne izvajajo biovarnostnih ukrepov in kjer krmijo prašiče s pomijami. Krmjenje s prašičev s pomijami je že vrsto let prepovedano. Težava je namreč ta, da virus preživi dolgo v mesu in mesnih proizvodih. Zdaj v zamrznenem mesu več kot 1000 dni, recimo v šunkah, v pršutih, se pravi ne sušenje, ne solenje virusa ne uniči in virus preživi nobena predelava mesa ga ne uniči. 300 dni in potem na ta način se je virus v vse te ekstenzivne reje, kažem dvoriščne reje, se na ta način v glavnem vnesel virus. Ali pa so ga seveda tudi rejci, ker se niso preobuvali, preoblačili, spet en biovarnostni ukrep, ker recimo so bili pri sosedu, ki je imel virus, pa tega niso vedeli, pa so isto obutvijo prišli v hleve. V svoje hleve. In enaka težava je potem tudi za lovci, ne? Se pravi, eden izmed možnih načinov prenosa med divjim in pa domačim je direkten kontakt divjih in pa domačih, drugo pa seveda tudi lovci, ne? Lovci, ki recimo imajo doma prašiče, potem lahko svojo obutvijo, obleko prenesejo virus. Tako da, no in zdaj, kar ste me vprašali, običajno poteka, odvisno je, kje se posumi, da gre za bolezen. Kako se pa prepozna, kakšni so simptomi afriške prašičje kuge? Ja, to je tudi ena izmed težav, namreč težava je v tem, da
niso neki taki na začetku zelo specifična klinična znamenja. Zdaj, zlasti, če je tudi reja velika, če recimo gre za farmo, ki ima več kot 1000 prašičev, običajno traja kar nekaj tednov, tam 4 tedne, 3-4 tedne, da se ugotovi, da je virus prisoten v reji. Namreč na začetku prašiči poginjajo, imajo tudi respiratorne težave, vendar vse ta klinična znamenja niso tako specifična in pogini so znotraj normalnih poginov na velikih farmah. Drugače pa na majhnih farmah, recimo takih ali pa v rejah rečem, ki imajo po 10 prašičev, takrat pa precej hitro ugotovijo, da imajo virus, običajno že znotraj enega tedna, zato ker jim pač poginejo recimo od 10, recimo 3-4 prašiči že takoj in potem seveda se prej posumi, da gre za bolezen. Zdaj, kaj je tisto, kar najprej posumimo, da bi lahko šlo za afriško prašičjo kugo, prašiči so apatični, prašiči imajo visoko temperaturo, postanejo neješči, pojavijo se jim take rdečkasta področja na koži, mi govorimo o cianozi, morda tudi bolj plavkasta, pride do krvavitev vseh telesnih odprtin in potem temu sledi pogin. Seveda, kako hitro bo prišlo do pogina, pa je odvisno od virulence virusa. V sklopu našega projekta Evropske noči raziskovalcev humanistika tu si ti ozaveščate o afriški prašičji kugi. Kakšne so vaše aktivnosti v zvezi s tem? Zdaj, res je ključnega pomena ozaveščanje ljudi in pa izobraževanje. Zdaj, zoper afriško prašičjo kugo ne obstaja cepivo. In edini možen preventivni ukrep je izvajanje biovarnostnih ukrepov, kot sem že prej omenila, in pa seveda izobraževanje. Izobraževanje in ozaveščanje rejcev, veterinarjev, širše javnosti. In to mi že vrsto let počnemo skupaj z veterinarsko upravo. Narejeni so bili letaki za rejce domačih prašičev, letaki za lovce, potem so delili letake na mejnih prehodih, kjer so ljudi ozaveščali, na kakšen način se vse lahko prenaša virus afriške prašičje kuge. Potem na parkiriščih, postajališčih ob avtocesti, pa tudi drugih prometnih cestah je veterinarska uprava tudi postavila table, kjer pač opozarjajo. Namreč bojimo se, da bi kot primer, da bi recimo nekdo iz držav, kjer je virus prisoten, pa recimo ima sendvič, v katerem je salama in potem to odvrže v naravo, pride do tega sendviča divji prašič. Ki pride v stik z domačim prašičem in veriga je sklenjena. Tako da v bistvu mi nimamo niti toliko težav, imamo sicer nekaj rej prašičev na prostem. Ta direkten kontakt domačih in divjih je seveda možen. Večja verjetnost je, da bo tudi tako v drugih pozitivnih državah se je izkazalo, da je bil človek tisti, ki je običajno vnesel virus v rejo. Še moje zadnje vprašanje. Če se mi to zgodi, da živali poginejo, ali država potem nudi kakšno nadomestilo takemu rejcu ali kmetu, ali se mora sam soočiti potem s tem? Ne, absolutno, kot sem rekla, gre za bolezen, ki je v pravilniku med obvezno prijavljive bolezni, med bolezni, za katere obstaja načrt ukrepov. In čim se potrdi bolezen, takrat potem seveda, kot sem že rekla, vse stroške diagnostike in ukrepov krije država. Ja. To je v redu. Zahvaljujem se vam za pogovor. Še naprej ozaveščajte mlade in rejce in kmete in širšo javnost o virusnih boleznih, v vašem primeru afriški prašičji kugi. In hvala. Hvala lepa.